Bere se kot raziskava odnosov, kot tega, se pravi, kaj je tisto, kar mi iščemo v nekom, ali mi iščemo sami sebe, oziroma koliko s tem, kar smo nezadovoljni z drugim, smo nezadovoljni v resnici samim sabo, pa ena super, kot sem že rekel, jo lahko bereš kot alegorijo za te LLM-je. Se je pa začel ta roman z idejo o tem, da želim pisati o odnosih, o objektivaciji odnosov. Razmišljala sem, kako bi se tega lotila. Všeč so mi pristopi, kjer zaostriš idejo v prikazovanju tega, kar hočeš povedati. In zaostritev je bila tukaj, da res naredim objekt, ki je del odnosa. To pa smo potem hitro prišli do androidov in sem rekla, ok, pač pišem znanstveno fantastiko v tem primeru. Se zdi prva stvar, ki slišiš znanstvena fantastika, se zmeri predstavljamo nekaj zelo glomaznega. Se pravi, zmeri je to neko prostrano vesolje, mogoče več milijoni planetov, pa imamo tam eno frakcijo, pa drugje pa vse. Tukaj pa dejansko zelo en tak mikrokozmos opazujemo, pravzaprav res, kakor bi cel svet opazujemo pod mikroskopom in zunanji svet pravzaprav spoznamo sam toliko, kakor nam pronica v to zgodbo teh glavnih likov. Ker mislim, da v današnjem svetu kar malo izgubljamo oziroma se zelo trudimo, da bi ohranjali neke skupnosti o vsem tem hitenju pa individualizmu pa vsem in isto gentrifikacija gre tudi v smer tega, da pač je vse potrošniško, da ni pač na nekih skupnostih, kjer ljudje samo želijo biti skupaj. Živijo vsem, ki ste prišli na ta današnji pogovor. Jaz moram najprej nekaj povedati in to je, da prejšnja leta smo bili v kleti in to je za nas tak upgrade, tako da en aplavz, prosim. Pa da lahko malo upravičite našo živčnost, ker pač smo se skrivali v kleti vsa ta leta. Druga stvar, ki jo moram povedati, je to, da ker je to zdaj že 5. leto, sem si lahko privoščila spremeniti malo naslov, pa da lahko vključim mojo prijateljico Niko v tale pogovor. Zato se bomo letos pogovarjali o slovenski znanstveni fantastiki. Majhen delež bomo pa posvetili tudi žanrski zbirki Piknik, ki izhaja pri Lud literature. Pa najprej predstavim svoje goste. Zdaj ne vem, če ste to že prebrali, ker smo mi objavljali, ampak se mi zdi vsem zanimivo, da jih predstavim na ta način. Nika Nikolič dela kot psihoterapeutka in piše knjige, ob priložnosti pa bi z veseljem v družbi androida sadila rdečo peso. Ja, res je, živijo. Veronika Šoster je bralka, kritičarka in urednica. Če bi se zbudila v neznanem svetu, bi bila zelo zadovoljna z Dimonom v obliki pingvina in buzdovanom. Zdravo. Boštjan Gorenc Pižama je pisec, prevajalec in komik. V zbirki plošč ima originalni jugoslovanski natis vinilke Kilroy was here s komadom Mr. Roboto. Domo arigato. Zdaj pa lahko še sebe predstavim. Urška Bračko je ljubiteljica knjig in knjigarn doma in po svetu. Zaenkrat se je z androidi srečala samo v knjigah in filmih. Za začetek pa me zanima, če se spomnite, kje ste se prvič srečali z omembo androida, mogoče v knjigi, filmu, pa če gremo kar takole od desne proti levi. Jaz sem spomnim, kdaj sem se srečala s tem poimenovanjem, po mojem je zmedel prvič, ko sem slišala to poimenovanje, ker mi dolgo časa ni bilo jasen, kaj je razlika med androidom pa robotom. Ampak po mojem prvič, ko sem videla androida ali pa androida nekaj podobnega androidu, je bilo pa mogoče v kakšni risanki, recimo Jetsonsi so imeli, mislim, da hišno pomočnico s predpasnikom pa temi zadevami. Ok. Se mi zdi, da smo vsi ful imeli vpliv teh Jetsonsov, ker smo mislili, da ko bomo veliki, da se bomo vozili naokrog s temi letečimi avti, ki se pol zložijo v kovček in zdaj ni nič od tega. Jaz sem se tudi na Jetson spomnila. Sicer pa mogoče prvič, da sem nekako res dojela, ok, androidi, pa da sem se ustavila pri tem poimenovanju, je pa, ker sem odkrila androidi sanjajo o električnih ovcah od Philippa K. Dicka, eno tako ful lepo žepno izdajo takrat od Mladinske knjige.
v eni knjigarni in sem v bistvu kupila sam zaradi naslova, sploh nisem takrat še poznala, nič nisem vedela veliko o žanru, ampak se mi je zdelo, to je pa ful dober naslov in v bistvu s tem, no. Mislim, da je bil nek letni kino na morju, na Jadranu, ki se je bil star kakšne 5-6 let, oziroma ne malo več, ja, ali pa zdaj je bil že dvojka Star Wars. Tam noter je bil, ne, C-3PO. Drugače pa nekaj, še verjeten, v Hrabrem mišku so bili tudi androidni roboti, Cybermene smo kdaj videli v Doktor Whojih, pa zdaj sem pa začel gruntati, da je bil nek ruski najstniški roman, nek deček, ne vem kaj je bilo, ki je imel en dečka robota, ne, ga namesto sebe nekam pošilo, ne, to mislim, da sem tudi v enih zgodnih razredih osnovne šole bral, ne vem, tako fulih tega, itak se ti, hotel sem reči tako zelo samozavestno, ker sem videl to vprašanje, da prišel mi rekel, jaz sem rekel, policaj iz Jakca in čarobne lučke, in pa sem šel preverjati in sem videl, da ni to robot, ki je imel kolod spod naštelan, ampak da je bil ta prav policaj, ki se je na monociklu vozil, tako da žal ta ni bil. Okay. Jaz tudi mislim, da po mojem C-3PO, ker to je bil vpliv Star Warsa pri nas doma in pač jaz sem to gledal že kot otrok, tako da ne spomnim se pa kdaj točno je bilo to, tako da. Ja, Nika, začeli bomo predvsem s tabo in tvojo knjigo in me zanima, ker si v preteklih letih že zmagala na MN na tečaju. V bistvu za kratko zgodbo, ja. Hvala. To je bilo za kratko zgodbo in me zanima, si že takrat v mislih imela kakšno knjigo iz tega ali pa kakšno drugo, je bila točno ta ali ni bila? Tako, a si sploh imela že v mislih knjigo, me zanima. Ja, takrat sem imela že veliko knjig v mislih, je bila tudi ena že napisana, ta ena je še zmeraj napisana, nikoli ne bo videla luči sveta. Naj ostane napisana večno na mojem računalniku. Razen, če te začne nekdo izsiljevati. Ne dajati publiki idej. Sem imela v mislih roman za drugo zmagovalno zgodbo, sam ta ni se iztekla v to knjigo, o kateri bomo danes govorili, ampak delam pa na njej, tako da mogoče mi lahko ponoviš čez par let to vprašanje. Ok, zmeraj, čak si sam zapišem. Ja, predlani si pa izdala ta družbeni roman Prvenec in Kadilci brez otrok in zdaj si se pa odločila za neke vrste mehko znanstveno fantastiko. Pa me zanima, je to zato, ker si ljubiteljica žanra, ker ga veliko tudi prebereš ali si pač hotela samo to napisati? Po mojem odgovor vsega po malem. Definitivno sem ljubiteljica žanra, ga veliko preberem in zelo uživam v zgodbah, ki so nenavadne, ki odpeljajo moj možgan še kam drugam, kakor poročila, recimo. Prvo realnost. Ja. Se je pa začel ta roman z idejo o tem, da želim pisati o odnosih, o objektivaciji odnosov. Razmišljala sem, kako bi se tega lotila. Všeč so mi pristopi, kjer zaostriš idejo v prikazovanju tega, kar hočeš povedati. In zaostritev je bila tukaj, da res naredim objekt, ki je del odnosa. To pa smo potem hitro prišli do androidov in sem rekla, ok, pač pišem znanstveno fantastiko v tem primeru. Ja, jaz bi rekla, da pač lih odnosi so ena takih močnih točk tvojega romana, da se to vidi, da si pač v to vložila veliko truda. Pa me pa še zanima, pač v bistvu, kaj se ti zdel ta največji izziv pri tem prestopu, se pravi od kratke zgodbe k romanu, sicer ima že en roman vmes, ampak se mi zdi, da vse drugače. Ja, kratka zgodba je ful bolj obvladljiva mi zapisati, se pa ne dopušča napak. No. Se mi zdi, da je res vsak stavek, vsaka beseda v kratki zgodbi, vsaka postavitev, vsak lik mora biti premišljen pa točno na mestu. V romanu je tudi seveda to idealno, če je temu tako, je pa obvladljivost tega noro težja. Ja, se strinjam. A te je mogoče kaj pri tem pisanju knjige presenetilo? A si šla mogoče v kakšno čisto drugo smer, kot si mislila, da bo šla? A si imela tako nekakšen hieroglif napisan na nekem listu?
Nisem imela ful natančnega načrta, sem imela strukturo, zelo močno, ki se je potem z vplivom Veronike kar precej spremenila. Mogoče presenetilo me je to, da sem najbolj uživala med pisanjem poglavij, ki so pisana z vidika androida. Ja, to si tudi po moje, da vidi, tako da boste videli, ko boste prebrali. Kaj pa vaju, Veronika, tebe? Ti si vedela, recimo, približno o čem bo roman, ampak kaj te je pri prvem uredniškem branju ali pa pri drugem, kaj je tako zelo presenetilo? Ja, jaz sem se najprej srečala s tem rokopisom v eni taki malo skrajšani obliki, mislim, bolj kratko, ni še bil to cel roman, ampak je že zelo nakazoval like, glavne odnose, neka prizorišča, mogoče tudi že neke glavne teme, oziroma se mi je že zdel, v katero smer bi lahko šlo. Se pravi, zelo, v bistvu najbolj se mi je zdel nekaj, kar je sicer ne žanrsko v resnici, ampak ta pomen skupnosti. Ker mislim, da v današnjem svetu kar mal izgubljamo oziroma se zelo trudimo, da bi ohranjali neke skupnosti, vsem tem hitenju pa individualizmu pa vsem, in isto gentrifikacija gre tudi v smer tega, da pač je vse potrošniško, da ni pač na nekih skupnostih, kjer ljudje samo želijo biti skupaj. To se mi zdi tudi ena taka krasna skupnost. In tudi v tem rokopisu se je takoj pokazali to, kako v bistvu njo res zanimajo družbeni problemi, aktualni problemi, ampak je to speljan skozi ene like, ki so pa zelo fascinantni. Se mi zdi, da sem se takoj, že ko sem prebrala pač prve odstavke o teh likih, zaljubila pač v like, ker se mi je zdelo, ful me zanima, kaj se bo dogajalo s temi liki naprej, kam grejo, ker so res pač zelo plastični. Se mi zdi, da tudi ima neka ful velik prednosti, pač pozna nekako psihologijo likov in mislim, značaje zelo dobro obvlada, zelo plastično napisati in me je že takoj v bistvu zelo zintrigiralo kar veliko stvari. Tudi to je bil recimo zelo dober znak, da sem dobila nekako ta vpogled, kaj bi to lahko bilo in sem že takoj dobila pač 15 idej, ko smo se dobile na prvi kavi in sem rekla, joj, to bi se lahko zgodilo, ta bi lahko šel tja, a boš s tem kaj naredila, a se bo ta dva zaljubila, a bo se to zgodilo, ker pač je že imel pač v bistvu to neko esenco tega, kar je ta roman zdaj na koncu. Boštjan, ti si pa čisto sveže prebral ta roman? Ja, To je že malo to, ne, včeraj je bilo še včeraj koledarsko. Ja, več jaz res nisem vedel, kaj pričakovati. In se zdi prva stvar, ki itak, ko slišiš znanstvena fantastika, se zmeri predstavljamo nekaj zelo glomaznega. Se pravi, zmeri je to neko prostrano vesolje, mogoče več, ne vem, milijoni planetov, pa imamo tam eno frakcijo, pa drugje pa vse. Tukaj pa dejansko zelo en tak mikrokozmos opazujemo, pravzaprav res, kakor bi cel svet opazujemo pod mikroskopom in zunanji svet pravzaprav spoznamo sam toliko, kakor nam pronica v to zgodbo teh glavnih likov. Všeč mi je bilo to, ker ni tukaj bi tega, da bi rekel, ok, zdaj moramo pa mi ta svet vzpostaviti, pa da imamo ful ene ekspozicije zraven, ampak da se ti lepo postopoma odkrivajo neke stvari, se pravi, takoj poštekaš, kje smo zdaj stran od našega koordinatnega izhodišča, kje je koordinatno izhodišče v knjigi in kako se pol to označuje oziroma ne izraža. Pa ena stvar, ki je bila, ki me je na začetku tudi zelo dobila nepripravljenega, je pa sploh, ko sem mogel malo nazaj pol listati oziroma swipati za imena, da sem preveril, ker ne pač mi imamo, se to lahko povem, pač spremljamo, imamo sicer tretje osebne pripovedovalce, ampak so prvoosebni nekak perspektive. In znotraj vsake od teh oseb stvari sicer potekajo kronološko, ampak ene stvari se mogoče zgodijo kasneje kot druge, v drugi zgodbi prej. In moraš na začetku kar zelo noter biti natančen, ker se mi zdi, da je tudi v redu. Ne pač ne jemlje bralca kot tako, ne, to je zdaj nekaj, kar po čimer se už prvošel še drugi zaslonček zraven, ampak daj mi svoj cajt, ne vem, o drugih pa itak bomo pol mesec, zdaj vseh teh usporednicah z današnjim svetom, pa to bomo pa pol še naprej, ampak se pravi, ker se mi zdi, to ni zgodba res samo o teh odnosih, pa to, ampak je tudi ena zelo super alegorija pravzaprav tega, kar zdaj in družabnih omrežij in tega prevelikega zanašanja na velike jezikovne modele in zelo, zelo aktualno se bere ta knjiga.
Ja, dobro, dobro. Pa čakaš, kdaj bo Ljubčka dal, pa ne da. Spoiler. Se mogoče ga. Jaz bi se vseeno še rada vrnila malo na to, a je urednikovanje beseda, to je prava beseda, je. Na pač uredniško delo, ki ga je opravila Veronika. Najprej me zanima pri tebi, Nika, ker si pač tokrat sodelovala z urednico Veroniko. In zakaj bi ti kot pisateljica rekla, da je pač uredniški proces pomemben? Kaj se ti zdi, da da tvojemu pisanju? Jaz zdaj moram same lepe stvari povedati. Sej v bistvu nimam drugih stvari za povedati, kot lepih stvari. Meni se zdi, jaz sem velik fan urednikovanja, fajn mi je, da mi nekdo, jaz imam neko idejo v glavi, ko pišem stvari, vem, kaj hočem povedati, kako hočem predstaviti stvari, kako hočem, da to izpade in potem nekdo drug to prebere in pove, če mi je ratal. In včasih kakšna ideja, ne glede na to, koliko se mi zdi pomembna ali pa nekaj, pač ni napisana, kakor sem si jaz zamislila, da bi mogla biti napisana in zato je urednik kle, da pove, to pa ne deluje. In to je meni dobrodošlo, to je meni the best, ker pol dobimo nek drug vidik in grem v bistvu ven iz svoje glave. Je pa imela Veronika tudi en kup enih zanimivih dodatnih predlogov, pa medve sva si karakterno precej različni. Moj default mode je tako, da sem pozorna na bolj grobe strani življenja, recimo. Veronika bolj poudarja pozitivne, se mi zdi, in je malo znivelirala roman na tej ravni. Tako da to se mi zdi super, no, da je bil izdelek nek kompromis med tem, ker se lepo potem pojavljajo in ene in druge stvari noter. Da ni samo pesimizem v celi knjigi. Ja, Boštjan, ti že kot tak pisateljski maček si dal že čez številne urednike, urednice. Ja, samo mene Veroboštjane nisem imel. Kaj? Jaz, kot ima Nikama Veroniko, jaz nisem imel mene Veroboštjane. Veroboštjana. Ne vem. Jaz se opravičujem, fotor sem. Kakšne so tvoje izkušnje pri delu z uredniki? Je zelo raznolike, od teh pisateljskih, od prevajalskih, se mi zdi, da mogoče celo največ nekih ekstenzivnih sem imel ponavadi celo pri prevodih, kjer je pravzaprav skupaj loviš pol neko idejo, kako jo prenesti, kaj lahko popraviš, kako izboljšati. Pri knjigah pa tudi, se mi zdi, da še največ tega dialoga med mano pa urednico je bilo, ko sem delal Slovenske klasike 1 z Ano Ugrinović, kjer se mi zdi, da je ona res zelo pripomogla k temu, res, da je ta knjiga bila, ker sem imela konstanten dialog. Ravno to, kar si rekla, pač, da urednik, urednica mora videti, kaj je v knjigi v redu, tisti izpostaviti, te nagnati naprej, delaj še to. Se pravi, tukaj so zametki. Dostikrat si tudi sam, mogoče kot avtor, že tako zadovoljen, pa si reče, saj bo v redu to, in je fino, da imaš nekoga, ki reče, pač tukaj je pa treba zdaj še mejškan upšlesati, da bo tale kip malo bolj realističen, da ne bo kubistično vse izgledal, razen če tak namen seveda. In to je mogoče kdaj, tako vidiš, kakšne knjige bereš, se ti res tako zdi škoda, zakaj jih niso dali še skozi neko uredniško sit, mogoče malo bolj, ker vidiš, kako je skoraj vse tam, kjer mora biti, ampak ne zasije tako, zato ker je očitno urednik rekel, v redu, dobro, vse vejce smo pogledali, pa besede pa ni, tako da, in predvsem se zdi pa tudi kot avtor, je to, jaz tudi vem, ker sem delal na Mladinski knjigi kot urednik, sicer kratki 2 leti, ampak z avtorji delaš. Se pravi, da ti kot avtor moraš zaupati uredniku in pač tudi reči, ok, so stvari, so pozicije, kjer rečeš, ne, to ostane tako, ne pa, da imaš ti prenapihnen ego, ki ne dopusti poseganja v tvoje besedilo. Ker pač, če je urednica, urednik dober, pač oni ti ne posegajo v tek zato, da bi neke svoje kaprice uveljavili, ampak zato, ker je želja narediti najboljše, kakor se da. Ja, razlog za to moje vprašanje je bil tudi zato, ker ponavadi je na mojih dogodkih veliko pač ljudi, ne androidov, ki pač hočejo napisati neko knjigo, izdati neko knjigo in ponavadi dobimo dostikrat vprašanja, kako se izdati knjigo, kako sploh priti do urednika in podobno. In pač, ker imam tokrat priložnost, lahko Veroniko kot urednica vprašam, kaj bi ti priporočila, kako mogoče izgleda ta nek uredniški postopek, ni bav, pač tako na tak način, če malo pišeš.
Najprej bi še malo povedala čisto o urejanju tele knjige, ker si me mogoče malo preskočila, oziroma je Nika tako lepo povedala o meni, ampak bom še jaz kaj dodala. Zelo lepo je bilo sodelovati z Niko, ker pač me je popeljala v en svet, kjer še nisem bila in imam najrajši takrat, ko mi začne malo domišljija, se še dogaja, da ni vse tako realno, pač sivo, ampak da se lahko tudi kaj malo dogaja drugačnega. Bilo mi je zelo zanimivo v bistvu, kako sva sestavljali ta roman, ker pač točno to, kar si ti rekel, vse je že bilo tam in tudi avtorica je že vse vedela, ampak ko pa bereš, pa včasih pol kaj zmanjka ali pa prestavimo, pa tak, in ful mi je bilo zanimivo, no, da jaz velikrat moram ljudi prepričevati, da brišejo. Se pravi, pač preveč je tega, dajmo skrajšati, ne bomo komplicirali. Pri njej se mi je prvič zgodilo obratno, da sem bila, joj, kje smo mi, zakaj je ta svet? In rekla Nika, pa se jaz to ve, pa to je logično, oni so tukaj, to je ta sistem. In sem se rekla, ja, ti to veš, ampak ta sistem mora zdaj biti še v knjigi. Ja, pa to pol je prelahko, sem rekla, ja, ampak nekaj moramo zvedeti o tem. Teda je pa v bistvu prva moja avtorica, ki je mogla dopisovati odstavke o svetu, ampak se mi zdi, da to je zelo fajn, no, da na tak način nekako res vidiš, kje je to razmerje med tem, ne, koliko podatkov je preveč, koliko je pa premalo, ker je vseeno, znanstvena fantastika je specifična, ne pa fantazija, ker ti ustvarjaš svoj svet s svojimi pravili in ga moraš nekje vzpostaviti, ne. To imajo tudi serije, filmi vedno probleme pač, ker moraš si vzeti nekaj časa. Ni tako, če pač delaš neko klasičen družbeni roman, kjer vemo, kako stvari stojijo, ampak si moraš nekaj časa za to vzeti. In zdaj, koliko tega dozirati, ne, kako dozirati, tle si ti že tudi povedal, ne, da nekako skozi like malo zvemo sproti, mogoče kakšne stvari, kakšne novice se vmes predvajajo. In se mi zdi, da na tak način potem plasirati te podatke, da ni samo pač ta infodumping, ne, pač ta svet je pa to, pa zdaj 20 poglavij o tem, ampak da dejansko je to organsko, kako bi te ljudje pač med sabo tudi komunicirali, kako bi delovali v tem svetu. Tako da je bil v bistvu zelo zanimiv proces in po mojem smo obe zelo zadovoljni s to knjigo in sodelovanjem. Zdaj, na splošno glede urednikovanja pa nekako pristopa do te prve knjige, jaz bi rekla, da najpomembnejša stvar, če hoče človek napisati knjigo, je to, da mora najprej prebrati ogromno knjig. To je res prva stvar in to se mogoče sliši smešno ali pa samoumevno, ampak velikokrat ni tako, ker velikokrat dobim rokopise, kjer ljudje mislijo, da so izumili nekaj novega, pa jaz točno vidim, da je to nekaj, kar je že totalno preživeto, ne samo, da je že zdaj, recimo, ampak da dejansko pač so stvari, ki pač ljudje mislijo, da so jih oni izumili, ampak jih niso. Pa zdaj dobivaš še strojne rokopise. Ja, zdaj bo to kar, ne vem, a bo ta poklic se sploh obdržal. Ja, a zdaj pisatelji sploh še smemo pisati v pravilu 3? Ali je to, a smo pa zdaj zaradi tega takoj osumljeni, da smo si pomagali z LLM-ji? Pa pomišljajo ne smete. Pomišljajo, ne, to mi ni problema. Pomišljaj je kar ne. Ja. To je. Ja, ne, to bo zdaj, po moje, bojo neki novi izzivi, no. Se mi zdi, da bo kar problem, oziroma da, mislim, kot smo že rekli, ne, prej je res urednik pa avtor, to je nek odnos, ki temelji na zaupanju. In ko dobiš nek rokopis, pač ti zaupaš, da je ta človek to sam ustvaril in ne moram iti z nekim dvomom v to. Ampak verjetno pač, če bom dobivala neke stvari, kjer se mi bo zdel, da je mogoče bilo uporabljeno, oziroma da je to nek človek, ki še nikoli ni nikjer nič objavil, napisal, itak, da začneš dvomiti oziroma si malo bolj previden. Tako da me res zanima, kako se bo to spreminjalo naprej. No, ampak nasplošno pa ja, če si želi človek knjigo res najprej prebrati čim več stvari, potem poiskati nek svoj jezik, potem to zelo piliti in se ukvarjati s tem in ne biti zadovoljen sam s sabo. No. Vedno se še da kaj izboljšati, vedno se še da kaj narediti. In potem, ko se to pošlje, pač, če je to zbrano, je to nek tak zelo v redu človeški proces, no, nekako sodelovanje, to je zelo poglobljeno branje, kjer so pa komentarji in kjer se potem pač ta knjiga ustvari. Boštjan, si hotel še prej nekaj dokumentati? Ja, mogoče glih od tega stvarjenja posameznega sveta, ne, znotraj teh knjig, se mi zdi, da vseeno je to zdaj razlika, ali se ta roman bere zdaj, ali bi se bral, ne vem, pred 100-200 leti, da danes so itak že vsi tok nekim tem predapokaliptičnim, postapokaliptičnim, futurističnim svetovom bili izpostavljeni, da je po svoje res dosti čist mejčken namiga, da si že nekako sam zgradiš približno podobo tega, kaj bi bilo. Ne? Seveda se meni zdaj tudi pri vseh nas, meni je to super, kad mesto Onkolnik, res mesto je lahko pravzaprav pa te, ki si ga lahko predstavljaš,
čist glih, kokr želiš, a ne, se pravi, imaš, da je ta razkorak med mestom, med obrobjem, med to goščavo, med vsem, kar je okoli, med tem svetom zunanjim, ampak ali pa ni, ne veš pa zdaj, a so tam, kako stvari delujejo, ker ti ni treba za to zgodbo, a ne, ker bistvo te zgodbe je pač v psihi teh likov in pa seveda pa v temu, kaj lahko, do česa lahko androidi dostopajo. A ne? In se mi zdi, da res ni, da bi bilo premalo. Tako da ne se pa bati, tako kot je Veronika prej rekla, ne? Ni hermetična pisava, to, no? Tako da ni. Zdaj, zjutraj smo slišali, da so ljudje kar fani lahko opisovanja vsakega grma. Ne? Jaz lahko cenim dobre opise, ampak tudi kot bralka načeloma malo pohitim čez njih, če so predolgi. Ne? Tako da to mislim, da se pozna v moji knjigi, kjer sem narejen tako, kle imamo to situacijo, kulisa je taka, če ful rabeš opisi, ga predstavlji sam, če ne pa v resnici ni pomemben, za zgodbo so pomembne druge zadeve. A te lahko čisto nekaj vprašam, koliko imaš ti močno sposobnost vizualizacije? Recimo, da ko zapreš oči, koliko hiter si lahko naslikaš nek prizor, da zaživi? A na 1 od 10. Kaj? Na 1 od 10. Nekaj, jaz sem 1 od 10, zato sprašujem, ker smo se glih včeraj Špelo Frljic nekaj debatirali, sem rekel, da jaz nimam tega, ne, pač teh vizualij, rekel, se vidi, zdaj vem, zakaj tako pišeš, ne. Pač me zanima, je tudi pri tebi tako pač, ker si res, ker ta psiha kaj noter, ne, se pravi, tukaj vse to lahko povemo, ker se zelo hit vidi, je not ta priročnik, ne, ki ga uporabljajo te agenti in kako je vse noter dejansko, ti se, ki bi lahko bi uporabil, ne, za nek učbenik psihologije. Res je lepo naseciran, ampak obenem pa vse tako nekako organsko noter, da ni feelinga, ker pri kakšnih stvareh znaš imeti občutek, olej, ne, tukaj pa zdaj nekdo z Wikipedije nekaj prepisal, a ne, in imaš občutek, da bereš, tukaj tega ni, a ne, se lepo res tako brezšivno staplja not. Ja, mene zanima, če publiko zanima, o čem se gre ta zgodba. Ja. Zdaj, Nika, a damo to tebi ali Boštjanu, ki bo mogoče malce bolj dinamično to predstavil, a te zanima? Dinamično, bom laufal okoli dvorane, pa se da... V besedah dinamično. Lahko dajmo, prosim. Jaz probal, pa boš pa ti povedala, par stavkov. Popravljala. Ja, gre... Ja, pa brez kvarnikov, ne? Kaj, brez kvarnikov? Ja, se glih to je, kaj brez kvarnikov, pač imamo svet, v katerem na veliko uporabljajo androide znotraj nekih mestnih skupnosti, ampak seveda obstajajo obstranci, ki mislijo, da ta način, na kakršnega jih uporabljajo, oziroma s čim lahko razpolagajo te androidi, ni v redu, ne, in se trudijo, da bi te stvari spremenili. Imamo seveda konflikt med to poglavitno družbo, med temi obstranci. In bere se kot raziskava odnosov, kot tega, se pravi, kaj je tisto, kar mi iščemo v nekom, ali mi iščemo sami sebe, oziroma koliko s tem, ker smo nezadovoljni z drugim, smo nezadovoljni v resnici samim sabo, pa ena super, kot sem že rekel, jo lahko bereš kot alegorijo za te LLM-je. Zadovoljna? Ja, krasen. Jaz sem imela krajšo verzijo pripravljeno. Daj, da slišimo še tvojo verzijo. Imamo znanstvenico, ki sestavlja robote, ki jo malo zanese, imamo inšpektorico, ki skrbi za pravila, pa si jih malo po svoje predstavlja in imamo pol konflikt, ki se nastane iz tega. Okay. No, zdaj gremo lahko v bistvu tudi na taka malce vsebinska vprašanja, ne bomo preveč, da ne izdamo preveč. In v tem romanu napišeš ti takole, družabniki so bili idealna družba po naročilu, ki ni zahtevala pretiranega časovnega vložka in čustvene retraumatizacije. Pa me zanima, če si se v romanu pač namenoma odločila za to vrsto androidov, ne mogoče zaradi tega, ker je spoznavanje ljudi v današnjem svetu vse težje in težje, ali pa se hitro naveliča in drugega se jim sploh ne da hoditi recimo na zmenke. Ali je to neka sodobna kritika tega zmenkarjenja? Ja, to vprašanje sem videla včeraj, ko si ga poslala, se mi je zdelo najtežje od vseh. Sem tako, kako bom pa to odgovorila. Definitivno sem slišala dovolj
groznih zgodb od ljudi, ki hodijo na zmenke, da me je to gotovo malo spodbudilo klele, da sem noto vključila, ampak mislim, da so bili zmenki tukaj, lahko se bere kot kritika, zakaj pa ne, ampak da je bila samo to konkretizacija te ideje, kaj neke vrste odnosov sem si mogla zbrati in te so se mi zdeli najbolj bežni. Ker jaz zadnjič sem poslušal oddajo Od bita do bita, kjer so dejansko govorili pač o teh androidskih družabnikih, ki jih danes lahko že najameš in pač me je to zato spomnilo na tvojo dilemo. Eno lažje vprašanje. A bi vam bilo iti lažje na zmenek, prijateljski, karkoli z androidom ali človekom? Mislim, jaz bi z veseljem se šla družiti z androidom, ker bi me zanimalo, kako bi to izpadlo. Ja, pač en izmed tvojih likov, androidnih likov, ima v bistvu kar tak dober filozofski pogovor z ta glavno junak. Ja, to pomeni, da bi bil dober nakalibriran, ne, ker te... Ja, pač ta moja znanstvenica, ki kalibrira te, sposoja androide. Človeku tega ne moreš narediti, ne. Pred človeku upaš, Razen, da če si to zadev zgodaj popravil. začneš. Zdaj, on se tudi malo samo kalibrira, ne? Tako da zakaj je zdaj to metafora? Kaj pa vidva? Mislim, na zmenek ne bi rabila iti z androidom. Mislim, meni so ljudje pač zanimivi in imam ful rada in že z realnimi prijatelji mi ne uspe se z vsemi dobiti na kavi. To, ko bi rada, da ne rabim še androida, ker je to preveč, ampak bi mi bilo pa zanimivo v smislu pač, ja, kakih debat ali pa česa. Sam še vedno se mi zdi, da, ne vem, meni je zelo zanimiv, ker je že zelo na začetku knjige, ko si izbirajo, ne, ko vidimo ta proces izbiranja, kalibriranja, nekih lastnosti, ki jih naj ima android ali pa kaj naj ima poudarjen ali pa naj ima humor. Moj bi mogel itak imeti črn humor na 100%, ne? Ampak takrat vidimo, ne, da je v bistvu to tudi ne samo kritika, ne vem, nekega dejtanja ali pa nekega, ko mi s kom, ampak želje. Se pravi, kaj mi hočemo, pa kaj mi znamo skomunicirati, pa kaj v resnici hočemo. Ker velikokrat pridejo te stranke nazaj in so nezadovoljne recimo s kalibracijo, čeprav so jo opisale ful natančno v ful dolgih obrazcih, kaj one točno hočejo, ko pa to dobijo, pa pridejo nazaj. In je v bistvu isto, ko mogoče z ljudmi, pač nekoga spoznaš, pa misliš, ja, to si jaz želim, to je super, pa ugotoviš čez nekaj časa, mogoče pa ni čist, ne, samo takrat ga ne moreš vrniti, da bi ga tako natančno kalibrirali, tle pa pač lahko. Ja, tle noter je super una, ne, kar reče, da je pač vsi hočejo tako in tako stopno prijaznosti, ampak pod besedo prijaznosti čisto vsak predstavlja nekaj drugega. Ne. Jaz pa, na zmenki tak ne bi šel, na pijačo, glede na to, da sem Gorenc, bi šel raje z androidom, ker androidi ne pijajo in bi cnej skozi prišel. Dobro, ja, dobro. Evo, mogoče, ko smo prej že govorili o umetni inteligenciji, LLM-jih, pač pa bi rada povedala, da ima ta svet oziroma mesto zelo taka izredno regulirana pravila. Pa me zanima, mogoče vidva najprej, da Niko pustimo malo počivati. A v tem vidite mogoče kakšen družbeni komentar na današnji svet, ko recimo ta umetna inteligenca prežema skoraj vse vidike današnjega življenja? Ja, vse tle je to pač, iz kje zajemamo, ne, se pravi, je to pač, bereš se kot kritika tega, iz kje dobivamo informacije, ne, se pravi, to mesto deluje pač zelo algoritemsko, ne, bi rekel, so povezave, se pravi, in z vsemi metinimi omrežji, z X-om, se pravi, pač ti imaš algoritem, ki znotraj tega sistema, ki ti ponuja, ker se on odloči, kaj boš ti videl, ne, in tudi tukaj imamo znotraj zaprtega kroga in oni želijo, ne, potem to razširiti. In se zdi, da je sploh to, glede na kako danes ljudje skozi to komunikacijo z raznimi temi pomagalniki, ki so zaenkrat samo še besedni oziroma glasovni, kako lahko pravzaprav nekako zapadeš tudi v nek sam zaprt krog, kjer vse skupaj pravzaprav sam še nazaduje in propada, ne, tako kot na začetku, ko so se LLM-ji učili iz besedil ljudi, ne, zdaj o avtorskih pravicah ne bomo, ampak zdaj imaš pa 3/4 pravzaprav že nekaj stvari, pač prek katerih se te LLM modeli učijo, so pa že dejansko besedila, ki so jih LLM-ji sami ustvarjala, ne, in smo skozi bolj v lepši godli, ne, tako da bi res potrebovali nekaj zunanjega, da prevetri vse skupaj, ja. Jaz bi mogoče to še povezala tudi z neko kritiko birokratizacije, mogoče rigidnosti.
ukalupljanja v nek sistem. Imamo pa tudi, zelo mi je to všeč, sicer je res neka delitev na mesto, pa te pač agente, pa razne pravilnike, pa te stvari, pa to neko obrobje, goščavo, kjer je ta skupnost, kjer nekako pač mal delajo po svoje. Ampak po drugi strani tudi v mestu imamo neke upornike oziroma neke ljudi, ki mogoče mal živijo mal drugače, pa jih mal mogoče sankcionirajo ali pa jih prisilijo v nekaj druga. In tudi v skupnosti imamo pa neke ljudi, ki mogoče razmišljajo, mogoče pa tudi ni dobro preveč izzivati, ne? Se pravi, je zelo neka taka realna slika tega, kako se pač ljudje znajdemo, kam gremo, kaj si predstavljamo, ko nekam gremo v neko skupnost, pa se mogoče izkaže, da ni čist taka. Tako da se mi zdi, da je zelo družbeno tudi večplasten roman. Ena stvar je tudi zelo zanimiva. Zdaj sem Niko vprašal, čisto da ne bi slučajno kaj spoilal, pač, ker spremljamo ljudi skozi njihove oči, sicer tretji osebni pripovedovalec, ampak kako se razlikujejo, pač pravzaprav njihovi miselni tokovi, kako funkcionirajo in zdaj sem prav vprašal, ker jaz sem ves cajt tuhtal, a bo en od teh zasukov, da je en od teh likov glavnih, ki jih spremljamo, da je v resnici tudi android, ne? Pa ni, se zdaj vprašal prav, da to ni, ne? Ampak je pa super glih to, ne? Kako pravzaprav nekako te vzporednice potekajo, se pravi, da tudi nekateri so zelo veliko bolj neki logično, drugi bolj čustveno, kako procesiraš potem vse te podatke in tam se zdi pravzaprav na neki točki, da celo stroj rata že malo bolj človeški kot to človeško razmišljanje. Jaz sem to razmišljala v prvem branju, pač ta bo zihar android, ta bo zihar android. A je ali ni? Ja, Šajlaman bi naredil ta lik androida, ampak tlej boljša stvar. Meni je super poslušati take komentarje od ljudi, ki so že prebrali knjigo ali pa neko prejšnjo verzijo te knjige, ker skoraj vsak je imel komentar na to. S tem, da eni so, zdaj malo tako, malo je mogoče to lakmusov papir, za to, kje si, psihološko je, kako odgovoriš na to vprašanje medtem, ko bereš. Tako da eni reče, da je robot, eni ne in to mislim, da pove nekaj o tvoji psihološki sliki. Tako da, evo, še imate vprašanje. Pravi reklama za knjigo, ob njej dobite še psihološki test. Ja, Turingov test 2026. Še tole nekaj lahko povemo, pač, da eden izmed glavnih likov je Viktorija Frankenes. Zakaj tak primek? Imaš rada Frankensteina? Bo svetilo? Ja, definitivno je... Se opravičujem. No, kar zaleteli so mi na tem vprašanju. Definitivno je referenca na Frankensteina tukaj. Imamo znanstvenico, ki je malo on the crazy side, imamo znanstvenico, ki sestavlja neko antropomorfno obliko, umetno inteligenco, ki potem mogoče se razvije v neko smer. Zdaj, kle se sicer končajo neke podobnosti, ampak malo sem hotela s tem komentirati eno izmed debat, ki se seveda suka okoli umetne inteligence in je zmeri ta, se bo umetna inteligenca obrnila proti nam. In v Frankensteinu se na nek način to zgodi. Glede na to, da gre za podobno temo, podobno zgodbo, sem hotela narediti pač poklon seveda temu, pa Viktorija Frankenes mi je bilo the best ime. Meni je ful super ime, tako da. Malo ste se videla tudi že dotaknili na likov v romanu, pa me zanima tako recimo, ker imamo pač Viktorijo in inšpektorico Savo, one dve sta v bistvu na nekih nasprotnih straneh, ena živi v mestu, druga zunaj mesta, ena se drži pravil, druga ne, ena obsedena drži pravila, ne. Kako sta vidva videla ta dva lika, kako bojo, ja. Jaz mislim, da smo že skozi prejšnjo debato o tem robotu, ne, to je zelo tak, ne House, Monk variantica, se mi zdi, je ta lik bil, fino je videti, pač so postavljena, ne, s toliko raznolikimi, pa če se veliko bolj z Viktorijo, no, poistovetam, se mi zdi. Meni je bila Sava zelo všeč. Sedi Sava. Dejansko, nisem, ne vem. Včasih kar, ampak na kakšne dneve pa sploh ne. Se mi zdi, da, ne vem, včasih so mi zelo všeč neki taki underdog liki oziroma eni taki, ki se ti zdi, da so neki, ampak vidiš, da neki brbota pod brvošino, da pač se bo neki z njimi mogoče zgodilo ali pa da jih neki muči in da v resnici pač
tudi če sledijo nekim rigidnim pravilom, kmalu ugotovijo, da mogoče to ni čist realno v resnici. Ja, zdaj se približujemo približno koncu tega dela levega slajda, oziroma desnega. Zdaj vsi, ki boste prebrali to knjigo, boste verjetno imeli to vprašanje, a bo še drugi del? Ne bo. Mogoče bo. Nikoli. Mislim, Ker Veronika ima ful enih zapiskov. Ja, jaz sem še veliko idej. Neke stvari ostanejo tako odprte oziroma zelo zanimivo nakazane. Imamo kar še nekaj potencialov, imamo zelo zanimive like, imamo zelo fajn mesto. Lahko tudi mogoče ne nadaljevanje, ampak spin-off. Ja. Jaz sem mogoče, jaz lahko začrtam en tak način. Se pravi, zdaj si prvo knjigo, čez 2 leti daš drugo, čez 2 leti daš tretjo, pa rečeš, o moj bog, te zgodbe preveč za 3 knjige, bom jaz 7 knjig naredila in pa napišeš še ene 2 knjigi in pa 40 let nič. Pa je čas za predzgodbo, za spin-off. Pa nekaj, kar se dogaja 200 let prej, pa 100 let prej, skozi oči unga ta prvo rumbo, ki so jo naredili. To se sliši ful unikaten pristop k Ja, pisanju. noben se še ni tega lotil, bom procente pobral. okay. Ja, mi vse 3 obiskujemo tudi žanrski bralni klub v organizaciji Ljud literatura, ki ga vodi seveda Veronika. In ta žanrski klub je že 4 leta, zelo dobro se poznamo med sabo vsi ti bralci. In je tudi skozi zaseden. Pač vsakič, ko vi odprete kakšna nova mesta, se veliko ljudi prijavi, pa me zanima, kako vidite ta porast zanimanja za žanr. Jaz bi rekla, da na splošno je najprej bil porast zanimanja za druženje in druženje ob knjigah po koroni, pa vseh teh izolacijah, pa vsem, ker pač seveda, branje je samotno dejanje, ampak ko si pa toliko časa pač nekje in samoti in zaprt, pa si pa rečeš, pa z nekom pa moram tole predebatirati, če vsaj lahko grem kdaj še ven. In se mi zdi, da je pač po tem obdobju so pač kot gobe po dežju se pojavljali bralni klubi po celi Sloveniji, zdaj ravno se ustvarja tudi nek pač register vseh bralnih klubov slovenskih, ker je tega res ogromno, pač knjižnice, društva, posamezniki, blogerke, vsi mogoči, kar se mi zdi krasno, ker pač to so spet neke skupnosti, ki jih imam rada in se ustvarjajo. Za žanr pa ja, mogoče naš bralni klub je nekako mogoče specifičen, ker jaz izbiram žanrska dela, ki so malo bolj literarna oziroma malo bolj zahtevna za debato, torej nimamo čist nekih tipičnih predstavnikov, nimamo mogoče tudi najbolj znanih predstavnikov, predstavnic včasih tudi, ampak dejansko neke stvari, ki pač sprožajo debato, ki so kaj premaknile, ki so mogoče prelomna, ali pa take stvari, ki se jih da večkrat prebrati, ali pa take, ki se ob njih malo skregamo pač v debati, kaj se tle sploh dogaja, pač zakaj ni to napisano do konca. Teda se mi zdi, da je, da ljudi pač žanr zelo vznemirja, zato, ker se da ogromno debatirati o tem, no. Vse se da tudi pač o družbenih, o vsem se da debatirati, ampak se mi zdi, da ta nek spekulativni del, ki je vpisan v žanr, neke stvari, ki jih ne vemo, neke stvari, ki so zamolčane, nakazane, nekaj, kar si mi predstavljamo in kaj se potem pač ob tem odpira, se mi zdi, da to je nekako ta srčika tega, da pridemo in pol debatiramo. Meni se zdi, da je ful dobro, da je žanr doživel ta razcvet pri nas, avtorski žanr, predvsem zaradi tega, ker žanr se je dostikrat uporabljal za to, da je pač podajal družbeno kritiko, ker so bili pač oblastniki preneumni, da bi to štekali in mislim, da naslednjih letih nas čaka veliko dobrih žanrskih del, žal. Žal. Ja, ena posebnost tega kluba je tudi, da beremo knjige v slovenščini in imamo včasih kar težek izbor. Mislim, burne razprave o tem, katero knjigo bomo zbrali. Ja, pač jaz verjamem v to spodbujanje bralne kulture pač v slovenskem jeziku in pač verjamem v to, da beremo v slovenščini in se pogovarjamo o slovenščini, razmišljamo o slovenščini, negujemo to slovenščino, ker pač če ne bomo mi, pač kdo bo, ne. In ja, je pa res, da smo zaradi tega omejeni z nekim izborom, da pač jaz preberem ogromno enih knjig, ki bi jih z veseljem predebatirala, ampak niso pač prevedene in potem jih nekako ne obravnavamo. Ampak se mi zdi pa, da se pol s takimi spodbudami mogoče tudi založbe bolj odločajo, da bi prevedle kaj žanrskega, da nastajajo mogoče kakšne zbirke nove, da se pač neke pobude dogajajo
in da so ljudje nasplošno bolj odprti do žanrske literature, oziroma da ni več ta predsodek, pa žanrska literatura je pofel in uno je pa resna literatura, klasična literatura in to je ta ločnica, ne? Ampak da se res pač to nekako zavedanje dogaja, da žanr je pač lahko enako ali pa še bolj pač kvaliteten kot. Ja, to je super istočnica na to, da lahko povem, da smo prebrali že skoraj celotno zbirko Piknik v okviru tega kluba in to je tudi zbirka, ki si jo ti na novo vzpostavila. In mogoče če predstaviš to zbirko, kaj je njena posebnost? Ja, zbirka Piknik, ki je dobila ime po prvem romanu v tej zbirki, se pravi Piknik na robu ceste, pa tudi nekako hudomušno, pač greš na piknik, pa lahko zraven vzameš vedno kakšen žanrski roman, oziroma pa še tudi tam prebrati kakšen roman. Je temelji na tem, da so to neki predstavniki žanrske literature prevodne, ki, če zelo poenostavljeno povem, ki jih lahko pač 10-krat prebereš. Torej, ki pač imajo neko literarno vrednost, ki odpirajo neke nove ideje, ki so mogoče čudni na prvi pogled, pa tudi na drugi, pa tretji, oziroma čudni. Pač, ne vem, mene zelo vznemira neka nenavadnost, pa neke izvirne ideje, neke stvari, ki jih še nismo videli pa slišali v literaturi. Tako da zelo zasledujem pač to neko linijo. Obenem sem pa tudi pač pozorna na to, da probam iz različnih jezikov, da ne samo iz angleščine. Super tudi pač angleščina. Tudi zdaj opažam, da je kar trend, da tudi tuji avtori, ki recimo jim ni angleščina prvi jezik, pa izdajo knjige izključno potem v angleščini, pa potem so te recimo uspešnice. Ampak ja, poskušam nekako zelo raznoliko. No, 2 do 3 knjige na leto so v zbirki, tako da sem res pač lahko zbirčna in stojim za vsako knjigo. In potem gledam tudi pač recimo, da so iz različnih okolij avtori, da so avtori in avtorice, da so različne generacije, da so različni žanri, da pač pripeljem kaj novega sem, kar še ni bilo, recimo New Weird z izničenjem je bil, recimo Piknik na robu ceste mi je zelo pomembno, da smo mi zdaj izdali to integralno verzijo, ker dejansko ta je pa bila cenzurirana, sicer bolj kletvice v njej, ne toliko ta družbeni kontekst, ki ga niso cenzori prepoznali, ampak je zdaj to v bistvu integralna, tako da se zelo trudim, no, da bi ta zbirka bila nekako celota pač prepoznavna. Bravo, dobro delo. Boštjan, ti si v bistvu že en tak ljubitelj te zbirke, ponavadi ti tle tako mimogrede plačaš kar z uro in greš naprej, ne? Nova roba, ne, vsak let. Kje ti vidiš pač neko posebnost, da imamo tako zbirko? Meni je glih super ravno zaradi tega, vse, kar je že Veronika povedala. No, glih to, da je res en zelo širok pregled tega, da se dela in novejše stvari, nekaj, ki so klasike znotraj žanra in zdaj ti si, mogoče, če bi omenil, ne, od teh, recimo, kar so moje top 3 iz te zbirke, ampak se pravi, to se itak je. Zdaj, imam zelo velikega favorita, a ne, ki ga bom povedal, ampak na drugo mesto si delita Izničenje, ki si omenila, ki ga Igor Harp prevedel, in pa Vedno sva živeli v gradu, Charlie Jackson, Julija Potrč-Šavli je prevedla, se mi zdi zelo tako, vsak po svoje, ampak res v obeh teh je ta temačnost, to je stvar, ki jo res moraš na pikniku brati na soncu, ker drugače te preveč pobije, ne, in pa te drugi, kako pa si? Ej, v redu, daj še ne ražniče, ne. Se mi zdi, jaz vem, kaj sem to bral, Vedno smo živeli v gradu, jaz sem skozi čakal, kad čakaš, pa zdaj bom spoilal, sorry, stara knjiga je, kad čakaš, a bo kaj nadnaravnega prišlo, kad se tako napleta in na konc ni nadnaravnega in te 3-krat boljše pol zadane vse skupaj, ne. Gladek favorit so mi pa Drevesa od Percivala Everetta, tudi zaradi aktualnosti, zaradi vsega. Jernej Simonič je genialno prevedel, moral se je matrati z vernakularjem, ne, afroameriškim, in pa tle pa pravzaprav tako, tle pa so nadnaravne stvari not, ampak niso najbolj grozne, ne. Pa predvsem zaradi tega, ker sem pa zaradi Dreves Percivala Everetta pol še bolj začel odkrivati in od Jamesa pa Dr. Nova pa tako in tako da evo, tudi Piknik ne samo, da ti predstavlja te, ampak ti odpirajo potem širše še obzorja, na katerih potem sediš nad obalo in gledaš skupaj z druidom dol proti vodi. Kaj pa ti, Nika, kakšna se ti zdi vrednost, mogoče top 3 isto, kot Boštjan? Meni je Piknik super, zato ker je
žanrski, ki ga rada berem, pa ni pa šablonski žanr, ki me hitro začne dolgočasiti, zmer so neki zanimivi twisti ali zanimive kombinacije različnih žanrov, metaperspektive, neki čudni postopki, katerih sem velik fan in zelo uživam, tako da prosim, Veronika, še več take čudnosti v tej zbirki. Definitivno je fan Mož, ki je padel na zemljo, ker govorijo o vesoljčku, ki je padel na zemljo in potem ta vesoljček, Ken, antropolog, se čudi nam, ki zganjamo neke bizarne stvari, ker je opazovanje človeške družbe od zunaj, ampak na nek tak zelo psihološko močen efekt ima na koncu. Bližamo se tako reči koncu, tako da jaz vsako leto se odločam, da dam tudi, ne vsi imate že besedo, ampak tako, da dam, da lahko date en drugemu vprašanja, taka malo bolj cheesy ali pa karkoli. Ne, se ne. Tako da, kdo bo začel? Imate pripravljen? Jaz bi pa oba dva vprašala isto vprašanje. Katero knjigo bi hotela videti prevedeno naslednjo? Za piknik. Recimo. Veronika, a si ti kdaj gruntala, da bi dala mogoče Roberta Rankina v piknik not? Mogoče bi si kakšen zaposlen pisatelj najdel kaj cajta za prevest, ki je vmes. Lepo, lepo. Mogoče sicer ga daj v program za leto 2029, če ne bo Alenka tam zdajle že začela streljati. Ja, jaz sem v procesu kupovanja avtorskih pravic za ene knjige, ki upam, da bojo. Trenutno pa berem eno zelo hudo stvar, ki bi jo tudi rada dala v prevod, in sicer There is no Anti-Memetics Division, ki je pač nora, mislim, čudna, a ne? Imamo radi čudno stvar, ki ti pač možgane tako na 5 minut malo raztrešči. Tako da bomo videli. No. Ampak na splošno si želim, da bi bili res prevodi žanra slovenščino redni, da bi bilo veliko, da bi bili dobri. Mogoče pa bolj še resno, pa ko smo Percivala Everetta omenili, tega njegovega Jamesa, ki je tudi spet jezikovno zelo, to je zgodba, ki jo spremljamo v Huckleberryju Finnu, tega sužnja, ampak skozi njegovo perspektivo, ki zelo na glavo postavil neka predvidevanja, neke predkoncepcije, in se mi zdi, da bi Ernest zelo fino se tudi tukaj lahko s temi jezikovnimi nivoji poigral, tako da evo to pa tako čisto res. Okay. Malo bom pohitela, tako da vam zdaj ne bom dala besede. Imate še kakšna androidna priporočila, knjige, filmi, serije, igre? Ker jaz sem Niki že predlagala, ne vem, kdo pozna, verjetno že kdo pozna to igro. Detroit Becoming Human je pač tudi en špil, v katerem pač se androidi spreminjajo. Tako da, dosti me je spomnili tudi na tvojo zgodbo, čeprav samo v enem takem majhnem delčku. To jaz priporočam, tako da. Ja, jaz sem si nekaj zapisala tle stvari. Se pravi, najprej bi eno klasiko predlagala, ampak mogoče vseeno je dobro, da izhajamo tudi iz klasik. R.U.R. drama od Karla Čapka, kjer se prvič v zgodovini pojavi beseda robot, ki jo je v bistvu njegov brat Josef izumil oziroma poimenoval s tem robota. In je tudi odlična drama, tudi zgodbeno napeto, nore stvari se dogajajo. Potem pač od teh nekak filmov imam ene par teh zelo klasičnih stvari, pač seveda Blade Runner v vseh oblikah, roman, nov film, star film, karkoli bojo še kadarkoli posneli. Dejansko mi je bil všeč tudi ta star Westworld, ne serija, ampak ta film, mislim, da je iz 60-ih, mi je tako kar zanimiv. Ex Machina seveda, pač izjemno dober film in mogoče najbolj tako blizu temu v smislu nekega psihološkega. Pa en art film, indie film, ki je mogoče bil pa zelo, ali pa se je meni zdelo neopaženo šel mimo, After Yang, ki je pa tak poetičen, kjer je v bistvu ena družina, ki izgubi otroka in potem njegove spomine naložijo v tega androida in jim on pomaga kot iti čez ta proces žalovanja. Colin Farrell tudi igra in je ful dober scenarij, zelo poetičen film, zelo tak poseben. Od serij bi pač Love, Death and Robots, ki je pač totalno huda animacija in ima ful različnih idej, različne ustvarjalce. Pa od romanov mogoče še enega spet takega družbeno
znanstvena fantastika Klara in sonce od Kazuo Ishiguroto. Je film, ne? Ali serija? Ne, baje, nekoč. Ja, zdaj glede na to, da se te androidi tudi v tej knjigi jim lahko spreminjajo, kako izgledajo, ne, se pravi, ne vem, a pa za androidni film velja tudi Face Off. Drugače pa malo bolj resno, jaz sem prevajal pred 2 letoma za Vige Vage, en super strip od Marka Russella, Mikea Diodatoja pa Leah Rothridgea, Ne vsi roboti, Not All Robots, ki je bil narejen kot malo na ta Not All Men, narejen, ampak imamo pa spet ker sem si zelo podobno na kak slikov, ki sem bral, sem najprej pričakoval, ker tam so pa mesta, so tudi mestne države, ki so pod kupolami, pač na varnem, in imaš pa robote, tlej pa pravzaprav kritika in tega in zelo ta tudi razredni boj, kjer imaš vrhuško, nekih 8 ali 12 bogatašev, ki obvladujejo izdelavo robotov. Androidi pomagajo družinam, vsaka družina ima svojega androida, da jim ni treba delati, ampak pač problem je, ker androidi kdaj pa kdaj zaštekajo in ubijajo koga. In potem zato, da bi se, ker se zgodi, pa v enem od teh kupol v Orlandu, android, ki rihta zračne filtre, nekaj narobe naštela in cel mesto umre. In da bi se izognili pregonu, so oni spomnili, mi bomo pa zdaj dali robote za androide s pravimi obrazi in lahko bereš pač, da bojo ljudje se manj bali, ampak je dejansko spet to, kako eni proti drugim in se pravi vrhuška, pa 2 nižja sloja, ki jih med sabo sprejo za to, da delajo lahko, kar se jim želi. Potem glasba, to smo imeli že omenjen, genialna plošča iz 80-ih, cheesy, da je le kaj, tako kot morajo biti stvari iz 80-ih, od Styx, Kilroy Was Here, to je ta, kjer poznamo večinoma sam ta komad, Mr. Roboto, ampak cela plošča je zgodba o človeku, ki je na begu in se skrije potem v tega robota in je zelo 80-ta. Ker bom brezsramno pristavil svoj lonček, Šnofijeva druščina 1, kjer sva z Matejem Dečekom not v eni zgodbi uporabila androida, ki mu je ime Delta 84 in so zelo taki fini prismuknjeni roboti, cela druščina pa imaš tudi robota duhovnika, ki pokoplje enega robota, ki je crknil, pa imajo molitvice robotske take, tako da to je pa to za tiste tam mlajše, ki so tudi tukaj. Nika, ti moraš pa reči svojo knjigo, ne? Jaz pa rečem svojo knjigo. Jaz bi vam še rada nekaj povedala, to je tak en idealen... Se pravi, nekadilci brez otrok. Ja. Ja, tam ima veliko robotov noter. Evo, idealen citat za mojo naslednjo prodajno špico iz tvoje knjige je, nekatere izbire so preproste, ko so ti jasne prioritete, se pravi knjige. Nikino knjigo in tudi vse knjige iz zbirke Piknik lahko kupite tam levo skozi vrata, takoj naravnost lahko se zaletite v stojnico, mislim, ne je podredno. Hvala vsem 3 gostom, hvala vsem, ki ste nas poslušali tole uro tukaj na gladnem odru. Nika seveda bo imela sabo tudi kuli za podpisovanje.